To je Pol Pot, neusmiljeni diktator, ki je pobil 2 milijona ljudi in še huje, to so bili njegovi lastni ljudje. Toda kaj se je v resnici zgodilo? Preden je Pol Pot postal eden najbolj znanih voditeljev Rdečih Khmerov, je bil najprej otrok iz premožne družine v Kambodži. Njegovo pravo ime je bilo Salot Sar. Obstaja nekaj nesoglasij glede natančnega leta njegovega rojstva. Nekateri stari zapisi pravijo, da je bilo to leta 1928, medtem ko številni zgodovinarji uporabljajo leto 1925. Jasno je, da se je rodil v Prey Prexbow, majhni vasi v Kampong Tomu v osrednji Kambodži. Življenje družine Salota Sara ni bilo težko, v primerjavi z mnogimi navadnimi kmeti tistega časa. Njegov oče je imel lastna riževa polja in govedo. Njihova družina je imela tudi povezave s kraljevo družino Kambodže. To je bilo pomembno, saj Salotu Saru omogočilo priložnost za šolanje v Phnom Penhu, glavnem mestu države. Ko je bil še otrok, so ga poslali tja, da živi s sorodniki. V tistem času je bila Kambodža še vedno pod nadzorom Francije. Država je postala francoski protektorat leta 1863. Kambodža je še vedno imela svojega kralja, vendar je imela francoska vlada močan nadzor nad politiko in upravljanjem države. Pravzaprav je zgodovina Kambodže še starejša od tega. Stoletja preden je prišla Francija, je bila Kambodža središče mogočnega kmerskega imperija. Ena najbolj znanih zapuščin tega imperija je Angkor Wat, budistični tempelj. A vendar je kmerski imperij skozi stoletja oslabel. Ko so evropske kolonialne sile prišle v jugovzhodno Azijo, Kambodža ni bila več tako močna kot nekoč. To je država, v kateri je odraščal Salot Sar. Ima bogato zgodovino, vendar je bila pod nadzorom Francije. V Phnom Penhu se je Salot Sar najprej šolal v budističnem samostanu. Postal je meniški novinec in se učil o budizmu. In se učil brati kmerščino. Nato se je šolal še v katoliški šoli, ki je uporabljala francoski izobraževalni sistem. Ni bil znan kot dober učenec, bolj ga je zanimala šport kot učenje. Toda zaradi povezav in dobrega položaja njegove družine je vseeno lahko nadaljeval šolanje na boljši šoli. Medtem ko je Salot Sar odraščal, se je Kambodža hitro spreminjala. Leta 1941 je umrl kralj Sisovat Munibong. Nadomestil ga je mladi Norodom Sihanouk. Pričakovali so Sihanouka. Francoske oblasti so menile, da bodo lažje nadzorovale novega kralja. Toda v naslednjih letih bo prav Sihanouk postal pomembna oseba v boju za neodvisnost Kambodže. Hkrati se je druga svetovna vojna razširila po Aziji. Japonska je vstopila v francosko Indokino in tam prevzela nadzor nad Kambodžo. Medtem je francoska uprava še vedno nadzorovala nekatere dele vlade. Marca 1945, ko se je druga svetovna vojna bližala koncu, je Japonska podprla konec francoskega kolonialnega nadzora nad Kambodžo. In kralj Sihanouk je razglasil neodvisnost Kambodže. Toda to je trajalo le kratek čas. Po porazu Japonske leta 1945 se je Francija vrnila in ponovno prevzela nadzor nad Kambodžo. Tu se je začelo krepiti vprašanje, s katerim se je soočalo veliko mladih Kambodžcev v tistem času. Zakaj mora drugo državo nadzorovati Kambodžo? Medtem ko se je krepila želja po neodvisnosti, je Salot Sar nadaljeval s svojim šolanjem. Ni uspešno zaključil tradicionalnega srednješolskega izobraževanja, zato se je vpisal na mizarsko šolo na tehnični šoli v Phnom Penhu. Toda, leta 1949 je dobil veliko priložnost. Prejel je državno štipendijo za študij v Franciji. Za mladega Kambodžca v tistem času je bila to izjemna priložnost. Pariz je bil prestolnica države, ki je nadzorovala prav Kambodžo. Francoski kolonialni sistem je pričakoval, da se bodo študenti iz njihovih kolonij izobraževali in se nato vrnili kot izobraženi strokovnjaki. Toda Salot Sarju se je zgodilo nekaj drugega. Ko je prispel v Pariz, je študiral radijsko elektroniko. Toda kot v Kambodži, tudi tukaj ni imel dobrih rezultatov v šoli. Bolj ga je začela zanimati politika. Veliko kambodžanskih študentov v Parizu se je takrat razpravljalo o prihodnosti svoje države. Želeli so, da Francija izgubi nadzor in da Kambodža postane popolnoma neodvisna. Tukaj se je Salot Sar začel bolj približevati levičarskim in komunističnim skupinam. Pridružil se je kambodžanskim študentskim organizacijam in se družil z drugimi mladimi, ki bodo kasneje postali pomembne osebnosti v Rdečih Khmerih. Med njimi je bil tudi Ieng Sari, ki bo postal eden najvišjih uradnikov gibanja. Po zapisih tribunala za Rdeče Khmere je bil Salot Sar član marksističnega kroga v Parizu, tajne skupine kambodžanskih študentov, ki so študirali in razpravljali o komunističnih idejah. Tukaj je Salot Sar spoznal marksizem in druge komunistične ideje.
Nekaterim mladim so bile te ideje hitro všeč, saj so menili, da bi morala biti njihova država svobodna in ne pod nadzorom drugih mogočnih držav. Toda politične ideje Salota Sara se niso oblikovale čez noč. Medtem ko je bil v Parizu, postopoma je postal bolj zainteresiran za revolucijo kot za svoje študije. Hkrati je komunistično gibanje po vsej Aziji postajalo vse močnejše. Komunistične sile Mao Zedonga so leta 1949 zmagale na Kitajskem. V bližnjem Vietnamu se je komunistično vodeni Viet Minh boril proti Franciji za neodvisnost. Za nekatere kambodžanske študente v Parizu ti dogodki kažejo, da je mogoče premagati kolonialno silo z organizirano revolucijo. Medtem ko se to dogaja, se gibanje za neodvisnost v Kambodži še naprej krepi. Francija je uvedla nekaj političnih reform, potekale so volitve in sprejeli so novo ustavo. Toda za številne kambodžanske nacionaliste to še vedno ni bilo dovolj. Želeli so popolno odpravo francoskega nadzora. Medtem se je v Vietnamu leta 1946 začela prva indokinska vojna. Francija se je borila proti Viet Minhu pod vodstvom Ho Chi Minha. Spor se je razširil tudi na nekatere dele Laosa in Kambodže. Zaradi tega je bilo za Francijo še težje nadzorovati celotno francosko Indokino. Poleg tega se je povečal pritisk, da se Kambodži podeli večja avtonomija. Ko se je Kambodža približevala pravi neodvisnosti, je Salot Sar še bolj zanemarjal svoj študij v Parizu. 3-krat je padel na izpitih in izgubil štipendijo. Leta 1953 bil je prisiljen vrniti se v Kambodžo. Istega leta je Kambodža dosegla popolno neodvisnost od Francije pod kraljem Norodomom Sihanokom. Toda Salot Sar, ki se je vrnil v svojo domovino, je bil drugačen človek v primerjavi z mladeničem, ki je odšel pred 4 leti. Odhajal je v Pariz kot študent s štipendijo, vrnil pa se je kot človek, ki ga je bolj zanimala komunistična revolucija. Leta 1953. Kralj Norodom Sihanok je ukrepil svojo kampanjo za popolno neodvisnost. Francija je prav tako popustila zaradi vojne v Vietnamu in vse večjega nasprotovanja francoske oblasti po vsej Indokini. Novembra 1953 je Kambodža dokončno dosegla neodvisnost. Toda to še ne pomeni, da je država takoj postala mirna. Odprlo se je vprašanje, kdo bo vodil državo in kakšno vrsto vlade bodo oblikovali po koncu francoske oblasti. Medtem je Salot Sar začel delovati v komunističnem gibanju Kambodže. Povezal se je s skupinami, ki so želele spremeniti politični sistem države. Sprva še ni uporabljal oborožene revolucije kot glavnega načina delovanja. Komunisti so najprej poskušali pridobiti vpliv v legalni politiki. Leta 1954 se je končala prva indokinska vojna. Na ženevski konferenci je bila priznana neodvisnost Kambodže in Laosa. Vietnam pa je bil razdeljen na komunistični Severni Vietnam in protikomunistični Južni Vietnam, medtem ko so čakali na politično rešitev, ki pa se kasneje ni uresničila, kot je bilo načrtovano. Kmalu zatem je v Vietnamu ponovno izbruhnil velik konflikt. Združene države Amerike so podprle Južni Vietnam, medtem ko sta Sovjetska zveza in Kitajska podprli komunistični Severni Vietnam. Ker je Kambodža tik ob Vietnamu, je bilo za Kambodžo težko ostati popolnoma izven vojne. Sčasoma so severno-vietnamske sile in Vietkong začeli uporabljati poti in baze blizu ter znotraj vzhodne Kambodže, da bi podprli svoje operacije v Južnem Vietnamu. Zaradi tega je bila Kambodža postopoma vse bolj vpletena v vietnamsko vojno, čeprav ni bila prvotno središče spopadov. Medtem pa je prišlo do velikih sprememb v politiki Kambodže. Leta 1955 Sihanok se je odpovedal kraljevemu prestolu in ga predal svojemu očetu. To je storil, da bi se lahko sam vključil v politiko. Vloga kralja in politikov je namreč različna, zato je ustanovil Sankum, politično gibanje, ki ga je tudi vodil. Sankum je na volitvah leta 1955 dosegel veliko zmago. Potem je Sihanok postal najvplivnejša politična osebnost v Kambodži. Položaj za komuniste in druge nasprotnike vlade ni bil dober. Mnogi med njimi so bili prisiljeni delovati na skrivaj. V tem času je Salot Sar živel kot navaden človek v Phnom Penhu. Postal je učitelj na zasebni šoli, kjer je poučeval zgodovino, geografijo in francosko književnost. Toda zunaj učilnice je nadaljeval z svojimi skrivnimi političnimi dejavnostmi. Leta 1956 se je poročil s Kio Fonari, žensko, ki je prav tako prihajala iz izobražene kambodžanske družine in je bila povezana s komunističnim gibanjem.
Skozi leta je legalna opozicija proti Sihanuku vse bolj slabela. Ker je bilo težko delovati odkrito, je postalo podzemno komunistično gibanje bolj organizirano. Septembra 1960 so imeli kambodžanski komunisti skrivno srečanje v Phnom Penhu. Iz tega je nastalo novo vodstvo stranke, ki bo kasneje znano kot Komunistična partija Kampučije. Toh Samut je postal sekretar, medtem ko je Nguyen Che postal namestnik. Salot Sar je bil prav tako v najvišjem vodstvu. To je bil velik korak za Salota Sara. Iz nekdanjega študenta in učitelja je zdaj postal eden najvišjih voditeljev komunističnega gibanja v Kambodži. Toda njegova pozicija se bo še hitro dvignila. Leta 1962 so ubili Toh Samuta. Potem je prišlo do spremembe v vodstvu. Februarja 1963 so izbrali Salota Sara za sekretarja komunistične partije. Nguyen Chea pa je postal njegov namestnik. Na tej točki je bil Salot Sar že glavni vodja kambodžanskih komunistov, hkrati se je povečal pritisk vlade proti levičarskim skupinam. Ker je bilo nevarno ostati v Phnom Penhu, je Salot Sar zapustil prestolnico in se skril v džunglo blizu meje z Vietnamom. Tukaj se je začelo novo poglavje njegovega življenja. Namesto političnih srečanj in poučevanja v učilnici je skoraj ves svoj čas posvetil vzpostavljanju skrivnega revolucionarnega gibanja. V džungli je skupina Salota Sara najprej sodelovala z vietnamskimi komunisti. Gibanje severno-vietnamskih komunistov je bilo takrat močnejše in bolj izkušeno, zato je bila njihova pomoč za kambodžanske revolucionarje zelo pomembna. Toda ko je skupina Salota Sara postajala močnejša, si je tudi sam želel večje neodvisnosti od Vietnama. Močan je bil njegov kambodžanski nacionalizem in ni želel, da bi prihodnost Kambodže nadzorovali vietnamski komunisti. Sredi 60-ih let je Salot Sar odpotoval tudi v severno Vietnam in na Kitajsko. Na Kitajskem je videl veliko politično kampanjo Mao Zedonga in idejo, da je mogoče veliko populacijo kmetov uporabiti kot silo revolucije. To je bilo pomembno za Kambodžo, ker večina prebivalstva države živi na podeželju in dela kot kmetje. Zato se je postopoma oblikovala lastna različica revolucije kambodžanskih komunistov. Namesto, da bi se zanašali na tovarniške delavce v mestih, so želeli narediti kmete na podeželju za glavno silo. Leta 1966 je stranka začela uporabljati ime Komunistična partija Kampučije. Sihanuk pa je uporabil izraz Rdeči Kmeri za označevanje kambodžanskih komunistov. Khmer se nanaša na glavno ljudstvo in kulturo Kambodže, medtem ko je ruž francoska beseda za rdečo barvo, ki je že dolgo povezana s komunizmom. Sčasoma je Rdeči Kmeri postal najbolj znano ime gibanja. Medtem ko so se Rdeči Kmeri skrivaj širili, so se na podeželju množile tudi težave. Veliko revnih kmetov je bilo jezni zaradi korupcije, visoki dolgovi, težave z zemljišči in način, kako so jih obravnavali nekateri vladni uradniki. Leta 1967 v regiji Samlaut v provinci Battambang je izbruhnil velik nemir. Protest se je začel zaradi težav pri zbiranju riža in jeze kmetov na lokalne oblasti. To je preraslo v nasilje in obsežno zatiranje strani vlade. Veliko ljudi je bilo ubitih, aretiranih ali pa so pobegnili v džunglo. Za Rdeče Kmere je to postala priložnost, da pridobijo veliko podpornikov. Do januarja 1968 se je začel bolj organiziran oborožen upor proti vladi. Komunistični borci so napadli nekatere vojaške in policijske položaje vlade. Takrat sile Rdečih Kmerov še niso bile velike, kambodžanska vlada pa je bila še vedno močnejša. Toda pa se je začel boj, ki bo v naslednjih letih postopoma naraščal. Ko je vse več podeželskih skupnosti prizadel vladno zatiranje in širitev vietnamske vojne na obmejna območja, se je tudi vse več ljudi pridružilo uporu. V tem času je Salot Sar vse pogosteje uporabljal ime Pol Pot. Večina navadnih Kambodžanov sprva sploh ni vedela, kdo je pravzaprav vodja skrivnega komunističnega gibanja. Stranka je bila zelo skrivnostna in celo ime njihovega glavnega vodje ni bilo lahko izvedeti. Toda za to skrivnostnostjo je moč Pol Pota hitro naraščala. In Kambodža še ni vedela, da se bo majhna komunistična vstaja, ki se je začela v džungli, kmalu razširila zaradi večje politične krize. Dogodek, ki bo odstranil Sihanuka z oblasti in dal Rdečim Kmerom priložnost, da pridobijo veliko novih vojakov in podpornikov. Ko je prišlo leto 1970, nenadoma se je potek državljanske vojne v Kambodži močno spremenil. Velik razlog za to je bila vietnamska vojna, ki se je dogajala v sosednji državi.
Severnovietnamske sile in Vietkong so takrat uporabljali nekatere dele vzhodne Kambodže kot pot in skrivališče za svoje vojake in zaloge. Zaradi tega so Združene države začele bombardirati cilje znotraj Kambodže. Leta 1969 cilj Amerike je bil uničiti baze in oskrbovalne poti vietnamskih komunistov. Toda z razširitvijo bombardiranja je bilo prizadetih tudi veliko navadnih Kambodžanov na podeželju. Marca 1970. Medtem ko je bil Sihaluck v tujini, ga je Kambodžanska narodna skupščina odstranila z oblasti. General Lon Nol, ki je bil takrat predsednik vlade, je postal glavni vodja nove vlade. Kasneje so to imenovali Khmerska republika. Nova vlada je bila bliže Združenim državam in si je želela odstraniti severnovietnamske in Vietkongove sile iz Kambodže. Sihanouk je pobegnil na Kitajsko. Tam se je zgodila velika sprememba. Nekdanji nasprotnik Rdečih Khmerov se je zdaj z njimi zavezal, da bi strmoglavil vlado Lon Nola. To je bilo za Pola Pota izjemno pomembno. Veliko Kambodžanov na podeželju je bilo še vedno zvestih Sihanouku. Ko je nekdanji kralj pozval ljudi, naj podprejo upor, se je mnogi pridružilo, čeprav niso bili komunisti. Hkrati so severnovietnamske sile pomagale v boju proti vladi Lon Nola. Zaradi tega so velike dele podeželja hitro izgubili izpod nadzora Phnom Penha. Rdeči Khmeri so postali še močnejši, saj so dobili več orožja, usposabljanja in novih rekrutov. Državljanska vojna se je hitro razširila. Na eni strani je bila vlada Lon Nola, ki jo je podpirala Združene države Amerike, na drugi strani pa so bili Rdeči Khmeri in druge sile, ki so želele strmoglaviti novo vlado. Toda ko se je vojna vlekla, so se sile Pola Pota postopoma krepile. Nisi več želel biti odvisen od vietnamskih komunistov. Želel je, da imajo Rdeči Khmeri glavni nadzor nad Kambodžo. Veliko pomoč pri rasti Rdečih Khmerov je predstavljalo tudi stalni nemiri na podeželju. Veliko vasi je bilo uničenih zaradi spopadov in bombardiranja. Veliko družin je izgubilo domove in kmetije. Ko se je situacija slabšala, je vse več ljudi izgubilo zaupanje v vlado Lon Nola. V zgodnjih 70. letih Amerika je še naprej nudila vojaško in finančno podporo vladi v Phnom Penhu, toda hkrati so se Združene države postopoma umikale iz vietnamske vojne. Leta 1973 sklenjen je bil mirovni sporazum za končanje neposrednega vojaškega vmešavanja Amerike v Vietnamu, toda državljanska vojna v Kambodži se ni končala. Vlada Lona Nola je poskušala doseči prekinitev ognja, vendar so Rdeči Khmeri nadaljevali z napadi. Rdeči Khmeri so bili leta 1973 že blizu Phnom Penkha. Da bi jih ustavili, so Združene države začele obsežno bombardiranje njihovih položajev. To je začasno ustavilo napredovanje Rdečih Khmerov, vendar ni moglo trajno spremeniti poteka vojne. Avgusta 1973. Ameriško bombardiranje Kambodže se je končalo. Od takrat je imela vlada Lona Nola še večje težave. Velik del države je bil že pod nadzorom Rdečih Khmerov. Phnom Penh in nekaj večjih mest je še vedno trdno držala vlada. V prestolnico je pribežalo tudi ogromno beguncev, ki so bežali s podeželja. Prebivalstvo Phnom Penha je močno naraslo in mesto je začelo primanjkovati hrane, goriva in drugih zalog. Medtem so se Rdeči Khmeri vse bolj približevali. V začetku leta 1975 skoraj so že obkolili Phnom Penh. Nadzorovali so veliko cest in poti, ki vodijo v prestolnico. Hrana in strelivo sta težko prihajala v mesto. 1. aprila 1975 Lon Nol je zapustil Kambodžo. Preostale vladne sile so se še naprej borile, vendar je bilo jasno, da bo prestolnica kmalu padla. 17. aprila 1975 Rdeči Khmeri so vstopili v Phnom Penh. Skoraj 5 let bojev proti Khmerski republiki se je končalo. Številni prebivalci so morda mislili, da sta se strah in lakota, ki jo je prinesla državljanska vojna, končala. Toda Pol Pot je želel zgraditi drugačno Kambodžo. Sprva le malo ljudi zunaj gibanja je vedelo, kdo je pravzaprav najvišji vodja Rdečih Khmerov. Njihovo vodstvo je bilo skrivnostno in Pol Pot se je redko pojavljal v javnosti, toda znotraj partije je bil on najmočnejši človek. Kasneje je bilo priznano, da je bil glavni načrt Rdečih Khmerov ustvariti novo družbo, osredotočeno na kmetijstvo. Vodstvo je verjelo, da mora Kambodža preživeti svojo hrano in viri brez zanašanja na druge države. Da bi to dosegli, so želeli premakniti središče življenja iz mest na podeželje. Niso zaupali številnim ljudem, ki so živeli v mestih.
Za Rdeče Kmere so morali biti kmetje glavni del nove Kambodže. Prav tako so želeli ukiniti zasebno lastnino in kolektivizirati številna kmetijska opravila. Takšen radikalen agrarni sistem je postal ena glavnih idej njihove vlade. In svoj načrt so takoj začeli izvajati. Le nekaj ur po zavzetju Phnom Penha so Rdeči Kmeri ukazali ljudem, naj zapustijo mesto. Milijonom prebivalcev, vključno z starejšimi, otroki, bolnimi in ranjenimi, so naročili, naj se odpravijo na podeželje. Nekaterim so rekli, da je evakuacija le začasna, ker bi mesto lahko bombardirali. Toda to ni bila preprosta začasna evakuacija. To je bil del načrta Rdečih Kmerov, da odstranijo mestno življenje in spremenijo celotno Kambodžo v kmetijsko družbo. Ljudje so zapustili svoje domove, službe, trgovine in premoženje. Tudi bolniki v bolnišnicah so bili prisiljeni oditi. V samo nekaj dneh je Phnom Penh, ki je bil prej poln ljudi, skoraj povsem izpraznjen. Kmalu so evakuirali tudi druga mesta. Januarja 1976 so državo uradno poimenovali Demokratična Kampučija. Na papirju je imela novo vlado in ustavo. Toda prava moč je bila v rokah komunistične partije Kampučije in majhne skupine voditeljev okoli Pola Pota. Sihaluk, ki je pomagal Rdečim Kmerom med državljansko vojno, se je vrnil v Kambodžo. Vendar ni imel več prave moči. Leta 1976 odstopil je z svojega uradnega položaja in kasneje so ga dali v hišni pripor. Na tej točki so Rdeči Kmeri že nadzorovali celotno državo. In njihova nekdanja obljuba, da bodo ustvarili novo Kambodžo, se je hitro spremenila v zelo strog sistem. Veliko osebne lastnine je bilo odvzete, zaprli so številne šole in verske ustanove. Veliko družin je bilo ločenih in velik del prebivalstva so poslali na kolektivne kmetije in delovišča. Državljanska vojna je končana, toda za navadnega Kambodžca se najtemnejši del obdobja Pola Pota šele začenja. Potem, ko so Rdeči Kmeri zavzeli Kambodžo 17. aprila 1975, začel se je najtemnejši del vladavine Pola Pota. Nova vlada je želela popolnoma spremeniti življenje Kambodžcev. Njihov načrt je bil, da Kambodžo spremenijo v kmetijsko državo in skoraj ne bi bila odvisna od drugih držav. Da bi to dosegli, so veliko ljudi odstranili iz mest in jih poslali na podeželje, da bi delali na kolektivnih kmetijah. Zemljo in pridelek je nadzorovala vlada. Navadni ljudje skoraj niso imeli več lastnega podjetja ali zasebne lastnine. Rdeči Kmeri so želeli hitro povečati proizvodnjo hrane, vendar njihovi cilji niso bili realni. Ljudje so morali delati dolge ure, čeprav so imeli premalo hrane in počitka. Mnogi so zboleli zaradi lakote, prekomernega dela in pomanjkanja ustreznih zdravil. Namesto, da bi se kmetijstvo razvijalo, prišlo je do velikega pomanjkanja hrane. Problem ni bilo le težko delo. Rdeči Kmeri so vzpostavili zelo strog sistem, v katerem je bilo lahko nekoga obtožiti, da je sovražnik vlade. Cilj so bili nekdanji vladni uradniki, vojaki, učitelji, verski voditelji, strokovnjaki in drugi ljudje, za katere so sumili, da nasprotujejo novemu sistemu. Tudi lastni člani Rdečih Kmerov niso bili varni. Sčasoma je vodstvo postajalo vse bolj prestrašeno pred tistimi, za katere so mislili, da so izdajalci ali vohuni. Prišlo je do velikih čistk znotraj same stranke, mučili pa so tudi verske in etnične skupnosti. Budizem so močno zatirali in številne menihe prisilili, da so zapustili svoje versko življenje. Etnični Vietnamci in čamski muslimani so bili med skupnostmi, ki so doživele obsežno preganjanje. Tribunal za Rdeče Kmere je kasneje priznalo, da je bil nad skupinama Vietnamcev in Hamov storjen genocid. To je eden od razlogov, zakaj dogodkov v Kambodži ne imenujemo zgolj množični poboji, temveč jih štejemo tudi med najhujše genocidne zločine 20. stoletja. Eden najbolj znanih krajev strahu je zapor S21 v Phnom Penhu, ki je bil prej šola, danes pa je znan kot muzej genocida Tuol Sleng. Sem so pripeljali ljudi, za katere so sumili, da so sovražniki Rdečih Kmerov. Pogosto so jih silili, da priznajo zločine, ki jih niso storili, in da imenujejo druge domnevne sodelavce. Od ocenjenih 14.000 do 17.000 ljudi, ki so bili zaprti v S21, jih je preživelo le malo. V različnih delih Kambodže so Rdeči Kmeri vzpostavili številna mesta za pridržanje in usmrtitve. Kasneje so bila ta mesta znana kot polja smrti. Vendar niso bili vsi, ki so umrli v času Pola Pota, neposredno ubiti. Zelo veliko jih je umrlo zaradi lakote, bolezni, prekomernega dela in pomanjkanja medicinske oskrbe. Od aprila 1975 do januarja 1979.
Ocenjujejo, da je skoraj 2 milijona Kambodžanov umrlo pod vladavino Rdečih Kmerov. To je ogromen delež prebivalstva države v manj kot 4 letih. Rdeči Kmeri so skoraj popolnoma spremenili tudi običajno življenje posameznika. Mnoge družine so bile ločene. Strogo so nadzorovali, kje bodo ljudje živeli in delali. Veliko šol je bilo zaprtih ali pa so jih spremenili v druge namene. Izobraževanje, ki je bilo dovoljeno, se je osredotočalo le na osnovne veščine in politične ideje vlade. Zdravstveni sistem se je prav tako zrušil, ker je bilo veliko usposobljenih strokovnjakov ubitih, pobegnilo ali poslanih na prisilno delo. Odpravili so tudi običajno uporabo denarja in zasebno trgovino v velikem delu države. Namesto da bi Kambodža postala močnejša, je to še bolj uničilo gospodarstvo in normalen način življenja ljudi. Medtem ko je bil nadzor znotraj države strog, je bilo tudi malo držav, ki so bile blizu vladi Pola Pota. Najpomembnejša je bila Kitajska, ki je nudila veliko politično, gospodarsko in vojaško podporo demokratični Kampučiji. Njeni odnosi s Sovjetsko zvezo pa so bili bolj oddaljeni. Vendar pa je bila največja težava vlade Pola Pota njen odnos s sosednjim Vietnamom. Obe državi sta bili komunistični, vendar so že dolgo obstajale težave na meji. In Pol Pot se je zelo bal, da bi imel Vietnam prevelik vpliv na Kambodžo. Napetosti so se postopoma stopnjevale v oborožen spopad. Prišlo je do napadov na obeh straneh meje in Rdeči Kmeri so napadli nekatere vietnamske skupnosti. Ko se je konflikt zaostroval, je bil Pol Pot vse bolj sumničav, da nekateri njegovi lastni uradniki delajo za Vietnam. Prišlo je do nove čistke, predvsem proti članom Rdečih Kmerov iz vzhodne Kambodže. Proti koncu leta 1978 se je Vietnam odločil dokončno napasti Kambodžo. 25. decembra je velika vietnamska vojska skupaj s kambodžanskimi nasprotniki Rdečih Kmerov prečkala mejo. Veliko vietnamskih vojakov je imelo dolgoletne bojne izkušnje. Vojska Pola Pota ni mogla slediti hitrosti njihovega napredovanja, Vietnamci pa so imeli izkušnje iz vietnamske vojne. V samo nekaj tednih je veliko položajev Rdečih Kmerov hitro padlo. 7. januarja 1979 vietnamske sile in njihovi kambodžanski zavezniki so vstopili v Phnom Penh. Vlada Pola Pota je padla, njegovi nasprotniki pa so ustanovili novo vlado, ki jo je podpirala Vietnam. A to ne pomeni, da so Rdeči Kmeri tako izginili. Pol Pot je pobegnil skupaj s številnimi svojimi ljudmi. Patungo sa Western Cambodia, malapit sa Iz džungle so nadaljevali kot gverilske sile proti novi vladi v Phnom Penhu in vietnamski vojski. Tukaj je politika hladne vojne ponovno postala zapletena. Vietnam je bil blizu Sovjetski zvezi, medtem ko je bila Kitajska sovražnica Sovjetske zveze. Ker je bila Rdeči Kmeri zaveznik Kitajske, je Peking še naprej podpiral odpor proti Vietnamu. V Združenih narodih pa številne države nove vlade niso takoj priznale. Vlada, ki je bila postavljena v Phnom Penhu po vietnamski invaziji, je ostala sporna. Zaradi tega je koalicija, v kateri so bili tudi Rdeči Kmeri, ostala del mednarodno priznanega kambodžanskega predstavništva v naslednjih letih. Pomembno je pojasniti, da Pol Pot ni postal neposreden in preprost zaveznik Združenih držav. Amerika je nasprotovala vietnamski okupaciji in podpirala diplomatska prizadevanja proti vietnamske kambodžanske koalicije. Medtem pa je bila Kitajska glavni dobavitelj orožja in neposredne pomoči Rdečim Kmerom. Zaradi hladne vojne je prišlo do nenavadne situacije, kjer je gibanje, odgovorno za množične poboje, lahko še naprej obstajalo zaradi širšega boja velikih držav za vpliv v jugovzhodni Aziji. V celotnih 80 letih se je v Kambodži nadaljevala gverilska vojna. Pol Pot se ni več vrnil na državno oblast, vendar je ostal pomembna oseba v Rdečih Kmerih. Postopoma je tudi zmanjševal svojo javno vlogo, ko je postajal starejši in se mu je slabšalo zdravje. Medtem se je vietnamska vojaška prisotnost v Kambodži nadaljevala. Proti koncu 80 let se je ves svet začel spreminjati. Sovjetska zveza je slabela in hladna vojna se je bližala koncu. Zaradi tega in zaradi velikih stroškov okupacije je Vietnam začel umikati svoje vojake. Septembra 1989 se je končal glavni umik vietnamskih sil iz Kambodže. Potem je postal mednarodni mirovni sporazum bolj mogoč. 23. oktobra 1991 podpisali so pariške mirovne sporazume. Njihov cilj je bil končati dolgotrajen konflikt in dati Kambodži priložnost za nov politični sistem in volitve. Združeni narodi so ustanovili veliko mirovno in prehodno misijo, imenovano UNTAC, da bi pomagali pri pripravi volitev in vrnitvi k normalni vladi. Toda Rdeči Kmeri so zavrnili popolno sodelovanje v mirovnem procesu.
Niso predali vsega svojega orožja in kasneje se tudi niso ustrezno udeležili volitev. Leta 1993 so pod okriljem Združenih narodov potekale nacionalne volitve. Velik del kambodžanskega prebivalstva je glasoval in Norodom Sihanouk se je vrnil kot kralj ter ponovno vzpostavil monarhijo. Za Rdeče Kmere je bilo jasno, da izgubljajo svoj politični vpliv. Še naprej so nadaljevali z oboroženim odporom na nekaterih območjih. Vendar je bil njihov nadzor vse manjši. Veliko borcev in poveljnikov je začelo zapuščati gibanje ter se predajati ali prestopati na stran vlade. Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja Rdeči Kmeri niso bili več to, kar so bili nekoč. Njihovo ozemlje je bilo že zelo majhno, notranji konflikti pa so se vse bolj množili. Tudi njihovo lastno vodstvo se je začelo prepirati. Leta 1997 ljudje Pola Pota so ubili njegovega dolgoletnega tovariša Sona Sena in več članov njegove družine, potem ko je Pol Pot posumil, da ga bodo izdali. S tem dejanjem je še bolj razjezil ostale poveljnike Rdečih Kmerov. Ni dolgo zatem je ena frakcija znotraj gibanja ukrepala proti njemu. Pola Pota so aretirali njegovi nekdanji tovariši in ga postavili pred javno sojenje Rdečih Kmerov. Obsožen je bil na dosmrtni hišni pripor. Na tej točki skoraj da ni imel več nobene prave moči. Človek, ki je nekoč nadzoroval celotno Kambodžo, je postal ujetnik gibanja, ki ga je sam pomagal ustvariti. Njegovo telo je močno oslabelo. 15. aprila 1998 je Pol Pot umrl blizu meje med Kambodžo in Tajsko. Po uradnih informacijah in profilu tribunala Rdečih Kmerov je umrl zaradi srčnega popuščanja. Obstajajo različni sumi glede natančnih dogodkov pred njegovo smrtjo, vendar ni trdnih dokazov, ki bi potrdili druge teorije. Ni dočakal mednarodnega sojenja za zločine, storjene v času njegove vladavine. Po smrti Pola Pota so preostali Rdeči Kmeri hitro dokončno oslabeli. V letih 1998 in 1999 mnogi izmed zadnjih poveljnikov so se predali ali bili ujeti. Gibanje se je končalo kot velika vojaška sila, vendar iskanje pravice ni bilo končano. Po nekaj letih sta Kambodža in Združeni narodi sodelovala pri ustanovitvi izrednih senatov na sodiščih Kambodže oziroma tribunala za Rdeče Kmere. Tu so sodili nekaterim najvišjim nekdanjim voditeljem režima. Sam Pol Pot se ni nikoli soočil s sodiščem, saj je umrl, preden je bilo to ustanovljeno. Kar je Pol Pot zapustil v Kambodži, ni bila le propadla vlada. Država je izgubila nešteto staršev, otrok, učiteljev, zdravnikov, menihov, kmetov in navadnih državljanov. Mnoge družine in skupnosti so bile uničene. Učinek prisilnega dela, lakota, množični poboji, vojna in razseljevanje so prizadeli Kambodžo. V desetletjih je skoraj 2 milijona ljudi umrlo v času Rdečih Kmerov, kar je predstavljalo ogromen delež celotnega prebivalstva takrat. In tukaj lahko vidimo najpomembnejšo lekcijo v zgodbi Pola Pota. Ni začel kot mogočen diktator. Začel je kot Salo car, mladenič, ki je imel priložnost študirati in odpotovati v Pariz. Toda, ko se je njegova vera v revolucijo poglabljala in ko je njegova moč rasla, je politični cilj postal pomembnejši za njegovo vlado kot človeško življenje. Ko so Rdeči Kmeri prevzeli nadzor nad celotno državo, poskušali so prisiliti milijone ljudi, da živijo po zelo strogi ideji o tem, kako naj bi delovala Kambodža. Rezultat ni bila nova, obljubljena uspešna država. Rezultat sta bila lakota, strah, prisilno delo, preganjanje in smrt neštetih Kambodžanov. Zato najtežja zapuščina Pola Pota ni le v tem, kako je prevzel Kambodžo, ampak tudi v tem, kaj se lahko zgodi, ko vlada dobi skoraj neomejen nadzor in začne svoje državljane obravnavati kot stvari, ki jih je mogoče žrtvovati za politični cilj.